Nadzornik letenja skrbi za varnost letalskega prometa. Pilotu posreduje ustrezna navodila, da letala v zraku ne trčijo. Na radarskem zaslonu kontrolor zračnega prometa vidi podatke o zrakoplovu, ime zrakoplova oziroma njegov klicni znak, višino, na kateri leti in seveda smer, v kateri se giblje ter njegovo hitrost letenja. Za radarsko sliko skrbi inženir letalstva. Informacije o letalu dobi od dveh radarjev, primarnega in sekundarnega. Primarni radarji delujejo tako, da se radijski valovi odbijajo od letala in tako sporočajo, kje je. Sekundarni radarji pa dajo natančnejše informacije, na primer ime letala, višino in smer leta. Te informacije dobi od radarja z oddajnikom na letalu. Pri izginulem malezijskem letalu je najprej prenehal delovati ta oddajnik. Letalo je izginilo iz zaslona civilne kontrole letenja. Nekaj časa so letalo očitno še spremljali s primarnim radarjem. Primarni radarji pa letala zaznavajo le do približno 300 km od obale. Tudi če letalo leti daleč na morje, se pravi je zelo oddaljeno od kopna, zelo oddaljeno od našega radarja, potem letalo tudi v tem primeru izgine z radarskega zaslona in ga nimamo več na sliki. Kaj točno se je zgodilo z malezijskim letalom, bomo izvedeli, ko in če bodo letalo našli. A strokovnjak poudarja, da je letalski prevoz najvarnejši način potovanja, saj se glede na število prepeljanih potnikov na nebu zgodi najmanj nesreč.